Dobrodošli v oddaji I Am Young, mladost brez meja. Moje ime je Kristjan in sem vodja platforme MČM Young. V moji družbi bo danes izjemni slovenski mladi lider Aljaž Dobnikar, ki je leta 2022 postal tudi MČM Top Potencial leta. Sicer pa je magister elektrotehnike in že dolga leta uspešno dela v podjetju Plume Design. Aljaž, dobrodošel. Hvala. Veseli, da si se odzval po vabilu in se že veselim našega pogovora in da te mi in gledalci boljše spoznamo. Tudi jaz se veselim. Začel bom z eno zanimivostjo, ki sem jo prebral o tebi, in sicer si nekje napisal, da je tvoj ideal homo universalis. Zdaj, kaj zate pomeni ta homo universalis in koliko ti še manjka, da ti postaneš? Manjka mi verjetno veliko, ampak fino je, da imamo neke te ideale, k katerim stremimo. To za mene pomeni, da ni nujno, da smo vsi ljudje na tem svetu specialisti za neko stvar, da si lahko zadamo kot nek ideal, da stremimo k temu, da k neki širini na veliko področjih, ali so to tehnična znanja, ali je to kariera, ali je to družina, ali so to socialne veščine, in meni se zdi, da paše na mojo osebnost nekakšna ta širina na večjih področjih. Ja, ko pogledamo tvojo izobraževalno pa tudi karierno pot, je jasno, da veliko vlagaš vase, v svoj razvoj, od študija v Švici do različnih MČM-ovih programov za mlade, seveda potem tudi delovnih izkušenj, ki jih imaš. Katera ta izkušnja oziroma postaja na tvoji poti pa bi rekel, da ti je prinesla največ? Jaz bi rekel, da mi je prinesla največ v osebnostnem razvoju, prav pa ni toliko postaja kot kontinuirana pot, v bistvu odnos, partnerski odnos, trenutno zakon in posledično seveda družina. Zdi se mi, da je to pronicalo v vse pore mojega življenja, tako v izobraževanju me je na nek način vodilo, tako na karierni poti, kjer se mi zdi, da recimo tudi starševstvo in partnerski odnos naredita vodjo boljšega, drugače začneš razmišljati o odgovornosti, o svojih sodelavcih in tako naprej. Ja, tvoja žena je, če se ne motim, učiteljica. Res je. Pa me zanima, kako njen poklic vpliva na tvoje razmišljanje, pa tudi mogoče na tvoje vrednote. Definitivno sem drugače začel tako malo neinženirsko, kot sem sam po duši in po izobrazbi inženir, razmišljati o marsikakšni stvari. Veliko bolj se poglobim v to, kakšna je današnja mladina, ne samo mladi lideri, kot sami sebi pravimo, ne, tam nekje na začetku karierne poti, ampak na začetku izobraževalne poti, s čim se mladi soočajo, kakšne so njihove želje, težave in tako naprej, kaj delajo v življenju. Deluješ v multinacionalki. Kaj prinaša za mladega lidera delo v takšnem okolju? Definitivno izpostavljenost različnim kulturam je nekaj, česar se v zelo homogeni ekipi ne da pridobiti. Vpogled v kulturne razlike, v različnost delovanja, priložnosti, odzivanja na podobne situacije, zelo razširi obzorja in na nek način ponudi možnost za rast, tako osebno kot karierno. Tam si že 9 let, če se ne motim. Res je. Verjamem, da je bilo v tem času veliko sprememb, kot je v multinacionalkah, bom rekel, to taka navada. Kako si se ti znašel v teh spremembah in imaš mogoče nasvet za mlade, ki so v okoljih, kjer so spremembe neka stalnica? Se mi zdi, da dejstvo, da so spremembe stalnica, bo realnost vedno večjih ljudi, in te spremembe bodo vedno bolj korenite in vedno hitrejše. Za svojo konkretno situacijo bi rekel, da je ključna vztrajnost, ne za vsako ceno, ampak raje vztrajnost, kot pa obupanje in menjava določene situacije oziroma kariere. Zdaj, spremembe pozitivne si prizadeval implementirati tudi z delovanjem v MČM-ovem think tanku Snežna kepa. Kaj misliš, da v Sloveniji je takega, kar moramo nujno spremeniti na boljše, in kaj je takega, kar delamo res dobro in moramo nujno ohraniti? Zdi se mi, ena stvar, ki se zadnje čase spreminja in sem tega zelo vesel, je ta neka apatija, ki sem jo doživljal recimo mnoga leta pred tem. Ali je to socialna, karierna, politična apatija, se mi zdi, da je zelo fajn, da apeliramo predvsem mladi na mlade in tudi na druge, da naj se aktivirajo, naj se informirajo, pogovarjajo, izmenjujejo mnenja spoštljivo, ampak naj jih
ostro zagovarjajo in potem, če jim nekdo dokaže, da nimajo prav oziroma se odločijo drugače, to spremembo tudi narediti pri sebi in zagovarjati spremembo. Kaj pa bi rekel, da so področja, kjer Slovenci smo dobri oziroma imamo zelo dobro urejena in bi tako moralo ostati? Marsikaj delamo zelo dobro, se mi zdi, da bi mogli ostati tako vztrajni, kot smo. Tukaj imamo dobro podlago, moramo pa še kaj narediti na tem, da spremenimo mnenja takrat, ko je to potrebno. Če govoriva o mladih kadrih, bom rekel predvsem tehničnih kadrih, veliko je pogovarjanja o tem, da jih primanjkuje, da jih je v gospodarstvu premalo, da jih je težko dobiti. Kaj bi rekel, da so ti kot mlad, ki pripadaš tem tehničnim kadrom, si namreč inženir elektrotehnike, kaj bi rekel, da so ključni izzivi za vas? Ključni izzivi, zdaj bom tako rekel, z pridobivanjem znanj se mi zdi, da v Sloveniji ni težav. Imamo vrhunske izobraževalne ustanove, s pojavom umetne inteligence lahko tudi z neformalnim izobraževanjem pridobiš marsikakšna znanja. Se pravi, pridobivanje znanj ni problem, vsak lahko postane tehnično izpopolnjen, izobražen. Težava se mi zdi, da ljudje smo sami sebi v napoto včasih, da si ne poskušamo, da si ne upamo poskusiti kakšne stvari, ne zavedamo se, da imamo več varoval in safety netov, kot pa bi se nam na začetku zdelo, tako finančnih, socialnih kot drugačnih. Leta 2022 si kot omenjeno postal MČM Top Potencial. Kaj ti je ta naziv dal, oziroma celotna ta pot programa Young Professionals? Kaj si karierno in osebno pridobil iz tega? Zdi se mi, da sem v tistem trenutku mogel spoznati, da zdaj moram pa nekako zrasti v to vlogo, ki mi je bila dodeljena. Ne. Se pravi, v bistvu se je bilo treba zresniti in nekako ugotoviti, kako pa zdaj jaz lahko s to vlogo nekaj naredim v community oziroma pač znotraj MČM-a, kaj lahko dam nazaj, kako lahko ta nekak svoj žar, svojo zainteresiranost pretvorim v nekaj koristnega, v nekaj družbeno aktiviranega, kako se povezati s čim večjimi ljudmi, kako čim več novih stvari spoznati. In se mi zdi, da je me nekako aktiviralo, povezalo v to skupnost in je bila to super izkušnja. Super je poslušati, kako opisuješ, kako si prevzel odgovornost, bom rekel. Zagotovo je to ena izmed vrednot, ki je pri liderjih zaželjena. Kaj bi pa ti še rekel, da so ključne vrednote, ki jih poslovni lider mora imeti? Ključne vrednote. Nekako kolebam med najbolj pomembno vrednoto integriteto in odgovornostjo, ker se mi zdi, da morata biti skupaj zelo izraženi. Druge ključne vrednote, ja, se pravi action oriented, ne, da moraš stremeti k akciji, hitro stvari izprobati in če ti hitro spodleti, se ne sekirati, ampak poskusiti ponovno, delati po hitre popravke, poslušati ljudi, ne biti samo soler. In včasih si dopustiti, da če je nekdo drug bolj pameten od tebe ali bolj sposoben v sobi, si v pravi sobi, ga poslušati, ga opolnomočiti in omogočiti drugim, da delajo tisto, kar potrebujejo oziroma tisto, kar dobro znajo. Omenil si tudi napake, ki so seveda sestavni del vsakega, ki dela, kdor dela, greši. Kako se ti odzoveš na svoje napake, pa tudi mogoče na napake ljudi, ki so v tvojem timu? To je vedno en tak boleč proces, ko v bistvu ugotoviš, da ti nimaš prav, da mogoče ne veš, kdo ima prav, se moraš na nek način odločati, nekaj zagovarjati, da ti nekdo z nekimi čustvi sporoča, da mogoče nimaš prav. Tako bom rekel, vsak mora dozoreti, čim več teh interakcij imeti, poskušati premagati svoj čustveni odziv, se na to razumsko odzvati. Seveda čustva niso nič napačnega, ampak jih poskušati svoj odziv na ta čustva nekako umiriti, trezno pogledati na situacijo, upoštevati dejstva, ne delati vrednostne sodbe, da je sogovornik, ki se s tabo ne strinja, ki je manj vreden zaradi česa. Ja. Aljaž, hvala za enkrat. Se vrneva po oglasih, ko se nam bo pridružil še tvoj gost. Se vidimo. Dobrodošli ponovno v oddaji I Am Young, mladost brez meja. V moji družbi je Aljaž Dobnikar, MČM Top Potencial leta 2022,
ki je s seboj pripeljal posebnega gosta, tako da bom sedaj kar besedo predal Aljažu, da nam pove, kdo je z nami v studiu. Ja, z mano je Žiga Klun, zaposlen v podjetju Kindrill, je pa tudi superfinalist izbora Top Potencial 13. generacije, eno leto za mano. Tako da, dobrodošel. Hvala Žiga, dobrodošel, me veseli, da si z nami v oddaji. Kot je Aljaž omenil, si strokovnjak za AI, umetno inteligenco. Zato me zanima, kdaj nam bo zdaj ta umetna inteligenca pobrala službe? Mislim, najprej danes reči, da si strokovnjak za AI je zelo močna beseda. Se mi zdi, danes nekaj veš, jutri si že 2 koraka zadaj. Da pa pobrala službe, pa ne vem, odvisen kaj delaš danes. Ok, zdaj pa brez heca, če se malo zresnemo nazaj, če bi moral na zelo preprost način razložiti, kako umetna inteligenca oziroma boljše rečeno orodja umetne inteligence, kot je na primer ChatGPT, delujejo. Kako bi to razložil? Ja, to je v bistvu dosti zanimivo in pogosto vprašanje. Zdaj, umetna inteligenca v resnici ni toliko inteligenca, kolikor ima neke sposobnosti prepoznavati različne nize, različne patterne, v bistvu vzorce. Se pravi, lahko si predstavljaš to čisto na kratko kot računalniški program, ko se uči na, ne vem, milijonih in milijardah podatkov, na podlagi katerih zna prepoznavati različne vzorce. Se pravi, primer, kolikor smo mi ljudje kot mali videli, ne vem, 100 psov, da smo se naučili, kaj je pes, tako v bistvu umetna inteligenca pogleda, ne vem, tisoče, milijone slik psov in se nauči, to je pes. V bistvu tako na hitro. Ok, zanimivo. Aljaž, tvoja žena učiteljica, imaš kakšne podatke, če se otroci že kaj učijo v šolah glede umetne inteligence? V šolskem sistemu so te spremembe majčkeno drugačne, se pa učijo neformalno, vsi to uporabljajo, tudi učitelji imajo izobraževanje na temo tega, veliko se pogovarjajo o tem, kaj to pomeni, kako se to uporablja, kako se to etično uporablja in o čem mogoče še niso pomislili. Žiga, zdaj dojemanje umetne inteligence je zelo različno, od zaskrbljenosti do navdušenosti, strahu, veselja. Kakšne so pa najbolj pogoste zmote pri razmišljanju o umetni inteligenci? Mogoče prva je že ta, ko sem jo prej omenil, večina misli, da v bistvu umetna inteligenca dejansko razume neke stvari, v resnici pa večinoma deluje zelo probabilistično, v bistvu računa neko verjetnost, kaj se bo zgodilo, v bistvu prepoznava neke trende, na podlagi česa je bila že naučena. Ok, torej, ko jaz napišem, napiši mi recept za potico, prebere iz baze podatkov, ki ima na voljo 1000 receptov in mi napiše najboljšega. V bistvu ne čist, je bila pa v bistvu je pa videla v preteklosti že, ne vem, milijon različnih receptov in na podlagi teh receptov je sposobna v bistvu napisati novega. Okay. Je pa mogoče tukaj fajn tudi omeniti, velikrat poleg znanja od ljudi pobira tudi neke biase oziroma neka prepričanja, neke usmeritve, tako da je treba malo z rezervo imati vse, kar nam v bistvu umetna inteligenca pove. Zakaj pa mogoče, dobro, da si to omenil, ko mi da nek recept, pa napišem, mislim, da ta recept ni dober, zakaj mi potem napiše, aha, imaš prav, tale je boljši? V bistvu sprogramirana oziroma dobi taka navodila, da ti mora v bistvu vzgajati, da boš uporabljal, da boš v bistvu v ozadju še več porabe naredil. Torej, previdnost zagotovo ni odveč pri rezultatih. To je sigurno. Zdaj sicer s časom se v bistvu tudi uporabljajo metode, da se v bistvu zmanjša to tako imenovane halucinacije, v bistvu, da se AI izmišlja. Eno od sistemov je tudi RAG, to je v bistvu dosti pogost sistem, kjer v bistvu umetna inteligenca poleg tega, če je bila naučena, gre gledati tudi dejansko neko bazo podatkov in v tem primeru bi pa na podlagi resničnega recepta, specifičnega recepta ti vrnila odgovor. Če gremo malenkost bolj v poslovne vode, na kakšen način si lahko poslovni lideri z njo najbolj pomagajo? Tukaj bi rekel, da je v bistvu kar neki primerov uporabe. Mogoče ena, kakor jo mi v bistvu pri nas najbolj uporabljamo, je lideri danes, oziroma če gledamo senior management, je v bistvu overload, je v bistvu preveč vseh informacij. In tukaj lahko umetna inteligenca pomaga, da določene procese pospešiš, hitreje analiziraš neke podatke in se pripraviš. Zdaj primer, je bilo konec kvartala, v bistvu pri nas je bilo tudi konec fiskalnega leta in v bistvu moraš narediti ogromno nekih analiz, reportov, nekih trendov, detektirati neke anomalije. Tukaj te umetna inteligenca lahko zelo pomaga. Ali pa če gremo zdaj spet na področje nekega komuniciranja ali pa nekih sestankov, ti v bistvu pomaga s celim end-to-end procesom. Se pravi, najprej kako se pripraviti na
na določen sestanek, se pravi, kdo bo tvoj sogovornik, kaj sta že govorila, kakšne zapise imaš ti, ne vem, o tem podjetju, o tej stranki, o tem človeku že v nekih bazah, lahko te v bistvu kritično sprašuje glede na neke teme, ko bi se z njim pogovoril, se pravi, ti pomaga s pripravo. Zdaj druga, tudi tekom celotnega pogovora, v bistvu dela te transkripšne, dela summarization, se pravi povzetke, kaj se je zgodilo, kaj so naslednje akcije, predlaga tudi neke stvari, ko jih lahko v bistvu izboljšaš v prihodnosti, pa pol pomaga tudi samim dokumentiranjem teh stvari. To je ogromno nekih zadev, ki jih je bilo prej potrebno V bistvu delati ročno. ogromno, predvsem stvari, ko smo jih tudi prej znali, ampak v bistvu smo porabili ogromno nekaj časa, da smo jih izvedeli. Aljaž, verjamem, da tudi ti zelo pogosto uporabljaš pri svojem poklicu. Zanima me, kdaj in česa ti še ni uspelo implementirati, pa bi si želel, da bi si lahko pomagal z umetno inteligenco. Uporabljam vsak dan tako za službene kot za privat zadeve. V bistvu v službi imamo vsa možna orodja raznih ponudnikov in izredno hitro se spreminjajo, tako da konkretno jaz programiram, sem razvojnik programske opreme. Pri tem je izredno močno orodje, ki mi lahko pomaga pri mojem delu. Seveda se pa ne rajš dam primerjavo, da se počutim kar naenkrat kot menedžer ene ekipe, ki izredno veliko in hitro stvari naredi. Noter je en super zvezdnik, ki zelo veliko zna in naredi kvalitetno, pa je par takšnih, ki naredijo veliko škode. In potem je moja odgovornost, da razpoznam, kaj je dobro, kaj ni dobro, jih usmerjam, konstantno nadzorujem in dajem zelo specifične naloge, ker naredijo točno to, kar sem jim rekel. Tako da v bistvu izkaže se, kot si prej omenil, kdaj nam bo pobral službe. Se mi zdi, da če je AI nadomestil ali pa bo nadomestil tisti del tvoje službe ali pa tvoje kariere, ki je kompleksen, potem imaš ti težavo. Če je pa nadomestil nekako preprosta, dolgotrajna opravila, ki jih lahko nekdo drug opravlja, ki nima takšnega znanja ali pa takšnih izkušenj, potem bo pa to orodje pripomoglo k tvoji karieri in bo tvoja kariera postala bolj pomembna z uporabo takšnih orodij. Torej ti gledaš na to predvsem kot priložnost in ne kot grožnjo. Definitivno je za vse nas priložnost, tudi za tiste, ki jim je to bolj ogrozilo kariero, je to priložnost, da nadgradijo svoja znanja in se prilagodijo. Jaz temu rečem zelo podobno kot takrat, ko je Fordov model avta nadomestil kočijaže. Konj je definitivno manj, ampak vozniki so potem bili namesto kočijaži vozniki taksijev. Tako da s preprostim pivotom se da te skile nadgraditi. Žiga, prej si naštel nekaj primerov, kjer si lahko lideri pomagajo z umetno inteligenco. Kaj bi pa ti rekel in bo najbolj pomagala pri odločanju, pri produktivnosti, kreativnosti, mogoče na katerem drugem področju? V bistvu mi vidimo dva glavna področja, kjer se v bistvu podjetja ukvarjajo z umetno inteligenco. Ena je na področju inoviranja, druga pa na podlagi moderniziranja. Zdaj, čisto kaj to pomeni, ko govorimo o neki modernizaciji, v bistvu uporabljamo AI, da nam izboljša nekatere ali neke aplikacije ali nekatere sisteme. Primer, prejšnji teden sem se z Aljažem pogovarjal, sem bil v Koreji, smo se dobili z banko, ki hoče v bistvu preseliti celoten workload iz njihovega mainframa, v bistvu iz COBOL, iz nekih starih programskih jezikov na nekaj bolj modernega, kot recimo Java. In v tem primeru ne bo umetna inteligenca poganjala nove aplikacije, ampak bo pomagala v bistvu modernizirati in prepisati iz nekih starih tradicionalnih sistemov na novejše. Zdaj, če govorimo pa o inovacijah, je pa tukaj predvsem se fokusiramo na neko redefiniranje mogoče določenih biznis procesov. Se pravi, danes, ko gremo v banko, čist primer, to sem se tudi prejšnji teden s to konkretno stranko pogovarjal, v bistvu oni so hoteli izboljšati sam proces onboardinga za corporate stranke. Ker recimo danes to traja pri ogromno bankah, tudi po 2-3 tedne, ker morajo v bistvu narediti pa background check, pa koliko so politične izpolnjene, pa preveriti vse registre. In v bistvu to zelo traja. Tukaj pa mi v bistvu uporabljamo agentic AI, da prvič pomaga identificirati neke bottlenecke, neke omejitve. Potem pa v bistvu tudi sam avtomatizira in sam izvede ogromno teh nekih checkov, ogromno teh nekih preverjanj, da se v bistvu ta celoten čas precej izboljša oziroma tudi procesi delno spremenijo. Žiga, Aljaž, hvala za enkrat. Mi se vrnemo takoj po oglasih, ko nadaljujemo naš pogovor.
Dobrodošli ponovno v oddaji I am Young, Mladost brez meja. V moji družbi sta Aljaž Dobnikar in Žiga Kljun in pogovarjamo se o umetni inteligenci iz praktičnega vidika. Zato bom Žigo kar vprašal, če sem recimo jaz nek poslovni lider in imam ekipo, ki ni najbolj tehnično podkovana. Kaj bi mi svetoval, katera orodja in na kakšen način jih za začetek upeljati? Razumem. V bistvu obstaja ogromno nekih programov, ko v bistvu vsakmu pomagajo, ne glede na to, ali so tehnični ali ne. Zdaj, že v večini podjetij, mogoče bo Aljaž, ki je še malo bolj tehnični firmi drugače govoril, ampak gledamo razne kopilote, ne. V bistvu nam pomagajo tako rečemo, se povežem na nek sestanek, sem ga zamudil 10 minut, mi da v bistvu vloži celoten summary, kaj sem zamudil. Potem, ne vem, pišem nek report ali za mojega šefa, ali za stranko, ali interno poročilo, tukaj mi spet umetna inteligenca lahko pomaga s tem. Recimo delam v financah, pa moram, ne vem, v Excelu neke stvari izračunati, mogoče nimam časa, mogoče nimam nekega znanja, tukaj mi mogoče lahko spet pomaga. Recimo imam težavo, ne vem, hočem napisati mail stranki, ki mogoče z nečem čakam, oziroma ne vem, ona čaka mene, spet lahko porabiš umetno inteligenco, da ti bolj efektivno to napiše. Koliko bi rekel nekih ur vlaganja v to znanje pa mora posameznik vložiti, da dejansko potem lahko ima velike koristi od uporabe umetne inteligence? Jaz bi rekel, da varira od toola, se pravi od orodja do orodja. Tako, ker jaz zdaj gledam umetno inteligenco z vidika čist laične uporabe, na koncu lahko to gledaš kot še eno novo aplikacijo, ko se jo naučiš na telefonu. Ni tako, da moraš dejansko se učiti, kaj je v ozadju, kako umetna inteligenca deluje, kaj so vsi guardraili, kaj so vse omejitve, niti kaj so vsi riski v ogromnih situacijah, ampak pač veš, kaj ta program z umetno inteligenco lahko doseže in tako ga boš ti uporabljal. Aljaž, ti si sicer tehnično zelo podkovan, ampak te bom vseeno vprašal, si imel ti kakšne izzive ob vpeljevanju umetne inteligence v tvoj delovni proces? Definitivno so bili izzivi. Bom rekel, da smo v naši firmi imeli že tako vodje, ki so umetno inteligenco zelo podpirali, potem kakšne, ki so se je zelo bali oziroma so jo zelo zavirali zaradi skrbi, da bi naše recimo skrivnosti pač prišle v javnost. Zdaj smo se nekako naučili, kako ta orodja varno uporabljati. Je bilo pa prepuščeno vsakemu posamezniku, da si izbere iz mnogo orodij, ki so nam bila ponujena, katera najlažje uporabljajo, in potem relativno hitro sporočamo, kako jih uporabljamo, kako nam to pomaga, in da določimo neke merljive parametre, kako smo delali prej, kakšni so bili dosežki prej oziroma kakšni so bili naši outputi prej in po začetku uporabe teh orodij. Je pa treba upoštevati dva faktorja. Tako kot se mi učimo uporabljati orodja, skoraj tako hitro oziroma mogoče včasih hitreje se ta orodja tudi spreminjajo, dobivajo nove specifike oziroma so vedno bolj sposobna. Tako da v bistvu postajajo vedno lažja za uporabo, vedno bolj sposobna, in se ljudje lažje naučimo uporabljati in dosegamo lahko vedno bolj kompleksne naloge oziroma upravljamo. Žiga, Aljaž je omenil, da je teh orodij ogromno in res jih je vedno več. Kako pa zdaj v tej poplavi orodij, verjetno vseh je praktično nemogoče preizkusiti, kako se zdaj človek odloči, katero je najbolj primerno za njega? Mislim, prvič ogromno je tipov orodij, pa tudi tega znotraj enega tipa jih je recimo več. Zdaj ne vem, če gremo čisto primernega vsak dan, v bistvu ChatGPT je postal najprej de facto izbira, ampak imaš potem tudi druge, kot so, ne vem, Claude, pa imaš Grok, pa pol si imel vmes DeepSeek. V bistvu tukaj je včasih tudi stvar posameznika, katerega bi preferiral. Je pa tako v bistvu, to je, če hočem neko generično pogovarjati. Zdaj, če hočem programirati neko kodo, hočem pisati, bom imel zdaj tukaj druga orodja. Zdaj mogoče Claude ponuja neko opcijo za to, če bom imel pa nek specifičen jezik, mogoče mainframe, bom šel pa z nekim specifičnim orodjem, ko je bil razvit za to. Zdaj spet, na primer, ne vem, hočem slike razvijati, imam spet določene, ne vem, druga orodja, ki jih lahko uporabljam. Tako da bi rekel, da je od primera do primera. Bi pa tudi omenil, tako kot je Aljaž prej rekel, ne moreš vsega poznati. In kar se probam jaz držati, je, da se vsak dan se naučim vsaj eno novo stvar. Zdaj, nikoli ne boš imel vsega, ampak v bistvu tvoj nabor znanj, tvoj nabor poznavanja orodij v bistvu raste.
Zdaj, če gremo korak dlje od AI orodij, generativnih AI orodij, pa je tole kar vprašanje za oba. Kako bo umetna inteligenca spremenila svet na boljše in kje so pa njene največje nevarnosti? Mogoče, Aljaž, začnemo s tabo. Zdi se mi, da je največji potencial spremembe na boljše, da se lahko vsi kar naenkrat ukvarjamo z malo bolj kompleksnimi stvarmi, kjer malo več teh ponavljajočih se taskov odpade. Se pravi, nam ponuja možnost, da se majčkeno odpočijemo od te rutine in se ukvarjamo z bolj kompleksnimi vprašanji, z neko arhitekturo. Največja nevarnost pa je, da začnemo preveč zaupati, da dobimo nekako občutek, da je to zdaj antropomorfizirana stvar, ki deluje kot človek, ki ima neko osebnost, ki jo v bistvu nima, ali pa vsaj zaenkrat še tega ne dojemamo tako, in mu začnemo preveč zaupati in izgubljamo določene sposobnosti tudi sami, ali presoje, ali zaznavati določene pomanjkljivosti, ki jih ta orodja v bistvu imajo. Žiga, kaj pa ti meniš? V bistvu se tukaj dosti strinjam z Aljažem, jaz mislim, da bo ključna ta v bistvu kritično razmišljanje. Zdaj v ogromno primerih v bistvu gremo, ne vem, ChatGPT, Claude, karkoli uporabimo, damo vprašanje, dobimo odgovor in slepo zaupamo, ker ne vem, 90% primerih bo to res, ali pa mogoče še več. Ampak včasih pa tudi pride do tega, da pa nima čisto prav in sigurno izgubljamo nivo neke kreativnosti in sposobnost iskanja nekih informacij, poleg tega, da velikokrat ta ni zanesljiv. Tudi na primer, če gledamo sam Google Maps, zdaj ta je mogoče konzervativno, ampak jaz sem siguren, da smo se vsi ful bolj znajdeli, ne vem, ali v Ljubljani ali v nekih drugih krajih 20 let nazaj, kot se zdaj, ko v bistvu slepo zaupamo vedno temu. Če se vrneva na moje izhodiščno vprašanje, ki je bilo seveda postavljeno v hecu, torej kdaj nam bo umetna inteligenca pobrala službe, katere službe pa bodo oziroma so dejansko najbolj na udaru in kako bodo morali postopati ljudje, ki jih opravljajo, da ne bodo postali tehnološki višek? Ja, jaz bi v bistvu tukaj rekel, bi se bolj kot na službe fokusiral na določene funkcije oziroma pravila. Ne mislim, da se bojo večinoma poklici zamenjali, ampak se bojo poklici precej spremenili. Mislim, da je precej klišejska slika, ko je krožila okoli. Ne bo te zamenjala umetna inteligenca, ampak oseba, ko bo uporabljala umetno inteligenco. In to je, mislim, da nekaj, kar se moramo vsi držati pač. Moramo biti odprti, da se navadimo in v bistvu uporabljamo umetno inteligenco na način, da izboljšamo našo produktivnost, naš output, kakor pa da bi kompletno zamenjala to stvar. Za konec pa samo še nekaj zelo hitrih vprašanj in vaju bom prosil, da odgovorite s kratkim odgovorom. Smo za? Pa vsa vprašanja so za oba, tako da najprej Aljaž boš odgovarjal ti, potem ti Žiga. Najbolj ponosen trenutek kot vodja? Ko tvoja ekipa doseže nekaj zelo težkega? Jaz bi rekel, ko v bistvu narediš neko stvar prvič. Se pravi, rečemo, to je to. Kratek. Aljaž, največji red flag pri sodelavcu? Da ni resnicoljuben. Da noče sodelovati, da je egoističen. Koliko časa si še lahko v poslovnem svetu brez uporabe umetne inteligence? Odvisno od branže, ampak prostor se manjša. Ne bi ti rekel nič. Najljubši del dneva? Zgodnje jutro, ko imaš mir. Žiga? Pozen večer, ko imaš končno spet mir. Spravi, oba dva imata rada mir. Super. Kaj te spravi iz cone udobja? Veliko stvari. Ponavadi sam sebe, ko si nekaj res zelo želim. Želja po izboljšanju. Najtežji feedback, ki si ga prejel? Ko mi je nekdo obelodanil nekaj, kjer sem imel jaz popolnoma drugačno prepričanje samo o sebi. Žiga? Zelo dobro vprašanje. Bi rekel tudi nekaj podobnega. Okay. Ko ti nekdo poda čisto neko drug vidik, ko ga prej niti sam nisi videl. Najboljša odločitev v zadnjem letu? Da je včasih, da si pomirjen sam s sabo, bolj pomembno, kot pa, da dosežeš tisto, kar si zares zadal. Jaz sem letos postal oče, tako da moram to izbrati za najboljšo odločitev. Čestitke, Žiga. Hvala. Ena misel, ki te vodi skozi življenje? Pred ciljem se ne počiva.
Zelo podobno, hotel sem isto reči. Deliš misel, Ja, super. delim misel. Žiga, Aljaž, najlepša hvala, da sta bila moja gosta v oddaji I Am Young in me je zelo veselilo in mi je bilo v čast. Hvala tebi. Hvala. Drage gledalke, dragi gledalci, mi se pa vidimo naslednji teden, ko bo ponovno z nami ena vrhunska slovenska poslovna liderka. Se vidimo.